V življenju in vsake tog časa treba stopiti malo iz cone udobja in iti v državo, kamor si mislil, da nikoli ne bo šel, zaradi tega, ker se ti zdi, da je tam vse ful preveč drago. Pa tudi zaradi tega, ker je čist druga kultura, vreme je pa je peklensko vroče, vlažno. In zakaj za vraga bi sploh šel v to državo? No, naj vam dokažem, zakaj je treba iti po svetu, da malo vidimo stvari še s svojimi očmi in dejansko sami presodimo, kakšna država je. Mediji delujejo na tak način, da predstavljajo stvari tako, da bomo mi čist noter padali, da ne bomo mogli nehati gledati, da se bo o tem pol govorili, da bomo o tem mi objavljali. Dejansko dosti podobno, kakor mi kao influencerji, ki vas probamo dobiti z nekimi hooki, z nekimi informacijami, zato da vas ohranimo pri gledanju videa, da boste pa lahko dejansko videli celoto videa, vse informacije dobili iz njega in ne da boste po prvi 2 sekunde že šli naprej, ker vam je video dolgočasen oziroma vas nismo dobili s hookom. In pol, ko si pogledate celoten video, ko vidite celoto, si rečete, ok, pa se mogoče to sploh ni bilo tako bad. Ampak ok, daj da dam še malo dejstva dejansko v sam video. Tole je država in obenem mesto Singapur, res hudo mesto, zeleno mesto, polno enih stvari imate za videti, lahko je ful drago, lahko ga doživite čist poceni. In nekatere izmed scen in kadrov, ki ste jih videli v tem videu, so vam definitivno že poznane, če ne drugega vsaj iz kakšnih filmov ali pa iz slavnih slik. Imel sem ustvarjeno neko sliko o tem, kako bo Singapur izgledal in dejansko edino, kar je resnično, je to, da je arhitektura res nenormalna in druga stvar, da je mesto vroče in res vlažno. Za ostale stvari pa upam, da vas bom v naslednjem vlogu uspel prepričati, da daste temu mestu možnost in da ga čim prej obiščete, ker je res vredno tega.